Evo, to je naša špinača, že dobiva prave liste. Evo, tukaj je lep primerček. Zelo lepa. Potem imamo tukaj paprike, danes jih moram presaditi nujno, ker si že kradejo prostor. Tukaj imamo tudi paprike na začetku, potem je kodrolistni ohrovt, ki še vedno nekaj štrajka. Vidite, vse celice sem dal po eno rastlinco, pa še kar ni in ni ven rastlin. Ampak ja, bojo že. To so paradižniki, lovsko srce. Tole imamo peteršilček, peteršilj, pa tukaj na koncu por. Evo jih. Por. Potem imamo pak čoj, to je to treba presaditi, to bom danes naredil. Blitva, še ne rabimo presaditi, pa še v redu. In pa naša solata, kristalka. Evo jo, ko lepo počasi raste. Počasi pa vztrajno. In pa naši paradižniki, češnjevci, ko so veliki. Glej to. Bojo pa tudi mogli počasi na presajanje. Še kakšne par dni, pa jih bomo presadili. Evo, takole izgleda. No, to pa so naše bazilike. Njih sem že tako postavil na sončno svetlobo. Da bo treba jih malo zaliti. Je že eno malo v venelah. Drugače se pa kar lepo držijo. Zelo lepo napredujejo. No, seveda je treba te naše rastline tudi malo zaliti, da niso žejne. Enkrat pa dvakrat dnevno popršim, tako da se fino napijejo. Samo to, da niso žejne. Se lepo razvijajo. Seveda tudi vse ostale zalijemo. Brez vode ni življenje, pravijo, in je res. Da rastline brez vode umrejo. Ostale. Se oproščam, ker tako čudno snemam. Ampak imam eno roko seveda zasedeno s kamero, drugo pa z zalivalko. Kako pa čujem porasti. Takole. Za paradižnike. Zalijemo. Dobro. Potem kasneje jih bom namakal v vodo s hladnim vred. Zdaj ne bom polival po listih, ker to namarajo najbolj, pa lahko začnejo gniti. Zdaj pa zaenkrat še lahko, niso občutljivi prav. Že precej temno, se bliža večeru, to se kljub temu še vidi. Tako
Bomo zavitili naše bazilike. Tako je bolj srečna, da je dobila vodo. Sedaj imamo spodaj še hladno, ne, da ne teče vse naokrog. Tako, evo, to je to. Ker imamo še nekaj uskaljenih semen, peteršilja in pa pora, bomo to posadili v zemljo. Seveda najprej naredimo luknjice, kot ponavadi. Evo, takole, tukaj imamo še nekaj peteršilja uskaljenega in ga bomo kar lepo posadili. Takole. Zalijemo tudi por, kar obilno. Tale peteršilj še dodatno. Se ne bo takoj zemlja izsušila, zdaj je najbolj kritično, mora biti dovolj vlage. Seveda pa ne smejo rastline stati v vodi, a ne. Ti pladnji imajo vsi luknjo spodaj, tako da torej po vsakem je taka kar ogromna luknja. Vidite? In voda lepo ven steče. Tako da rastline ne stojijo v vodi. Je pa to. Se pravi, še ustrezno označimo. 4. 3. 25. Evo, pride tukaj. Pa por, ki je bil pa posejan 10. 3. 3. 25. Evo ga. Obvezno si označujte, da boste vedeli, kaj imate. Torej, kdaj ste dali saditi oziroma kaliti in tako naprej. Ja, da boste točno vedeli, kaj imate pred sabo oziroma kako je treba kakšno stvar tretirati, če je kakšno posebno kunšt, ampak nič posebnega. Vse rastline v začetku rabijo dober substrat, se pravi dobro zemljo, mora biti dobro zalita, mora biti na ustrezni temperaturi in imeti najmanj
12 ur sončne svetlobe ali pa umetne svetlobe. Jaz jih imam pod umetno svetlobo, kot vidite. Jih imam pod lučkami in se mi to zelo obrestuje, kajti če jih dam samo na okensko polico, se ponovadi rastlinice zelo raztegnejo, ker dobijo premalo svetlobe. In to je to. Takole, zdaj bomo tele paprike presadili. Tukaj jih imamo še nekaj. V tele posode, torej večje. Samo za primerjavo. Vidite, koliko je ta manjša. Oziroma, če damo takole noter. Oziroma, če potegnem eno papriko ven. Vidite, koliko je še prostora. In točno tako bomo presadili vse, se pravi vsako celico smo dali nekaj zemlje noter. Če manjka, še dodamo, pa potem zasujemo za zemljo, tako da pride rastlina čist v zemljo, skoraj do listov. Takole nekako. Bom ukazal potem še kasneje, kako to izgleda. Takole s prsti stisnemo malo celico in potegnemo rastlino ven in jo postavimo v zemljo. No, tale še prihaja ven, vidimo, da je kar vse noter. Takole. Gledajte, kakšne korenine imajo že. Zelo lepe, ne? Evo. Evo zemljo. Paprike ne marajo presajanja. To se ne bom čudil, če bo zelo malo v šoku, ampak še vsako leto so zrasle, tako da me ne skrbi preveč. Ne marajo pa imeti listov v vodi, oziroma mokrih listov, a ne. Takole, evo, to je zdaj zalito, zdaj gremo pa še na pak čoj. Evo ga, pak čoj bo šel tudi v tole velikost tehle celic. Bomo kar pokazali, se pravi vsako celico damo noter malo zemlje in potem se lotimo presajanja. Evo, takole izgleda pak čoj, pogledajte, kako ima že razvite korenine. Tukaj sta dve rastline, eno bom pač odstranil stran, ta šibkejšo, in dal seveda v zemljo to, ki je močnejša, ne. Evo. Ti palični listje lahko potem že kar porežemo stran, tako da malo stran od rastline. Tako.
Sorry.